Spletni mediji danes poročajo, da naj bi Janko Goršek odstopil z mesta generalnega direktorja policije. Goršek naj bi odstopil sam, čeprav so se vse od začetka mandata vlade Janeza Janše pojavljale govorice, da z njegovim delom naj ne bi bil zadovoljen minister za notranje zadeve Vinko Gorenak. Zaradi dolgotrajne suše ima vse več krajev v Sloveniji težave s pitno vodo. Za rižanskim vodovodom je porabo pitne vode omejila tudi komunala Novo mesto. Za prebivalce občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice pa je do preklica prepovedana raba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov, čiščenje površin in podobno. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je opozorila, da je zaradi dolgotrajnega suhega vremena, ki se bo nadaljevalo tudi v tem tednu, ne le na Primorskem, ampak tudi drugod po Sloveniji, zlasti pa v južnem in jugovzhodnem delu države, povečana požarna ogroženost naravnega okolja. Stečajni upravitelj podjetja SCT danes na več dražbah prodaja premoženje družbe. Izklicne cene znašajo skupno okoli 15 milijonov evrov. Znova je na prodaj samski dom na Šmartinski cesti v Ljubljani. Prvič pa bosta na dražbi proizvodna obrata v Mengšu in na Brdu v Ljubljani. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je na dopisni seji pozdravil odločitev direktorja mariborske bolnišnice Gregorja Pivca, da povrne del stroškov svojega doktorata. Svet zavoda pa med drugim pričakuje, da bo vodstvo UKC Maribor prihodnje posebej skrbelo za upoštevanje etičnih standardov, ki veljajo za javni sektor in v javnem sektorju pričakovano integriteto. Ponovno bo svet zadevo obravnaval po zaključenih postopkih, ki jih je predlagala protikorupcijska komisija. Na eni izmed prihodnjih sej pa bo obravnaval tudi pravilnik o izobraževanju in poročilo o financiranju izobraževanja zaposlenih v mariborski bolnišnici. Nogometaši Maribora bodo danes popoldne v Luksemburgu skušali obraniti prednost prve tekme tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov in se pomakniti še na zadnjo stopničko težko pričakovane Lige prvakov. Spomnimo, prejšnji teden so nogometaše do Delanža premagali s kar 4-1. Vreme bo pretežno jasno, v severni in severovzhodni Sloveniji bo občasno več oblačnosti. Jutri bodo tam nastale posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo vzhodni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa bo nastajala kopasta oblačnost in tu in tam ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Še nekoliko hladneje bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Starše moti, da otroci kupljenih delovnih zvezkov v šolah ne uporabljajo. Terme Maribor imajo za kar 10% večji obisk. Za vidnejše mesto v Evropi se bodo jutri v Ljudskem vrtu borili tudi nogometaši Mure. Bodite z nami ob 18.